Lep in prijazen dan želimo iz Dunaja, natančno izpred mestne hiše, ki jo vidite v ozadju. In sicer se danes na Dunaju začenjajo posebni adventni sejmi, in sicer jih je preko 20 na samem področju Dunaja. Tu je kar preko 100 različnih stojnic, na katerih lahko najdete tudi različne zanimive proizvode domače obrti. No, tu so lecarski izdelki, ki jih poznamo tudi v Sloveniji, in sicer iz Radovljice. Na tej strani je prikaz novoletnih okraskov, ki so res zanimivi in vredni ogleda in seveda tudi nakupa. No, seveda se vrtijo tamle od 5 do 10 evrov. Na tej strani je tudi pogled na unikatne obeske, ki jih je vredno imeti na novoletni jelki ali božičnem drevesu, kakor za koga. No, tole vidite res unikatno izdelane izdelke. No, na tej strani zanimivo, da lahko kupujete tudi proizvode iz Ukrajine, in to prav izvirne proizvode, ki jih prodaja ta gospa. No, že lani smo jo videli in res moramo priznati, da jih ima kar nekaj zanimivih proizvodov. Wafli so znani proizvodi, ki jih ponujajo tukaj. No, tu so seveda, kot rečeno, stojnice z različnimi proizvodi, ki jih seveda sprejemimo v darila za svoje najdražje, pa za svoje prijatelje. No, tu je še ena zanimiva ponudba lecarskih proizvodov. Stojnice so pripravili kar 14 dni in zato vam nismo mogli doslej prikazati mestne hiše, zdaj pa vam lahko tako od blizu kot tudi za samo vsebino. No, tukaj imajo zanimive Hüten, krofen ali pa zanimive krofe. No, danes bomo obiskali ne samo ta sejem, ampak tudi sejem na Štefanovem trgu in seveda tudi znameniti sejem, ki je najmanjši, ampak zelo estetski, pred Hofburgom, torej palačami nekdanje cesarske hiše. No, tule poglejmo nekaj zanimivosti, posebej za vse tiste, ki morda ne boste prišli na Dunaj in se boste odločili obiskati katerega od drugih prizorišč v naši bližini. Treba je povedati, da v bistvu je večino teh proizvodov, ki vidite tukaj, unikatnih, in malo je tistih, ki bi jih lahko preselili tamle na področje Kitajske. Poglejte tole, prav zanimivi proizvodi, oziroma res izjemno izdelani artikli, ki jih je vredno morda imeti kot darilo ali pa kot
dodatek vašemu stanovanju. No, da ne boste rekli, da nisem pokazal, kaj ponujajo za jesti. Ponujajo salame, punče in seveda tudi pivo. No, tule je zanimiv, pogledajte, tele možakarje, motoriste hipije, gledajte, kako so res zanimivi in tale gospod jih zna seveda izvrstno predstaviti tukajšnjim obiskovalcem. No, da boste vedeli, teh štantov ali stojnic je preko 150. Torej, vse vam jih ne moramo pokazati, lahko pa vam jih predstavimo nekaj izjemnih. In sicer ta je zanimiva zato, ker v bistvu ponuja prav zanimive sveče. Tu je proizvajalec daril iz stekla. Želim vam pokazati še eno stvar, ki je res zanimiva in sicer upam, da jo bomo našli. To so vse stojnice, kot vidite. Aha, dodajemo na tej strani, imajo že aktivno drsališče, tako da otroci in odrasli lahko prihajajo ne samo na tako imenovani glühwein ali pa kuhano vino, če smo zelo jasni, no, ali pa si tukaj privoščijo nekaj za podzob, kako domačo, dobro, odlično dunajsko juho. No, seveda brez čokolade ne gre in tukaj vidite, da imajo različne čokolade, tudi dietne, če je nekdo potreben te stvari. No, tule v zadju ali pa v spredju je mestna hiša, ki pa jo, kot vidite, obnavljajo, tako da v bistvu ni prav istopajoča. No, tu je že drugi del ali pa druga ulica, kjer je veliko število zanimivih izdelkov. In ena od teh zanimivih izdelkov je tole. To je res zanimiva ponudba keksov. Zakaj je to zanimivo? Zato, ker v bistvu mož, ki to peče, ima svojo trgovino v središču Dunaja, njegovi starši pa izhajajo iz Maribora. In kaj on ponuja? Ponuja v bistvu različne, res izvrstne kekse in sicer stane 100 gramov teh 3 evre. Vi pa si lahko mislite tudi posebno embalažo in ta embalaža se nahaja tukaj spodaj. Različne zanimive škatle, v katere lahko v bistvu pol naložite te res izvrstne, doma izdelane kekse. No, pojdimo še nekoliko naprej. Mož, ki si zasluži našo pozornost, je mož iz Nemčije, ki seveda ponuja prav res izjemne izdelke in sicer so ti izdelki iz lesa. Mož je iz Nemčije rekel, guten Tag noch einmal, to je ta gospod. In gledajte, in to so te izdelki, ki jih v bistvu lahko kupite pri njem. Cene pa se vrtijo tamle od 25 do 15 evrov. Tole je zanimiv, res izvrsten darilni program. No, pojdimo še naprej.
Tole je zgornja ulica ob mestni hiši, kjer vam seveda ne bomo prikazovali, to je za mobilne telefone, ker to pač ni v naši domeni. Pokažemo vam pa še eno stvar. To so zanimivi vojščaki, ki jih prodajajo tukaj, in sicer ne boste verjeli, da je večino teh ponudnikov, tovrstnih ponudnikov iz Nemčije. No, poglejte, recimo, kako so to res posebej izdelani izdelki in ti vojščaki stanejo med 29 in 30 evri, odvisno od velikosti. Pa pojdimo še naprej. Na tej levi strani imate kar nekaj zanimivih stojnic, ki so prav tako napolnjene z izvirnimi darili. No, če si želite privoščiti kuhano vino, zadnji morate odšteti 4 evre, otroški pun stane 3 evre in če pa želite imeti pijačo šnopsa, pa plačate za to 3 evre. No, to je ta del in zdaj pojdimo naprej. Prav zanimiv del artiklov ponuja tudi ta gospa. Poglejte jo. Res ima nekaj izvirnih izdelkov in prav, da jo pokažemo pobliže. So različni, majhni, veliki in cene se vrtijo od 15 do 30 evrov. No, zanimiv produkte ponuja ali pa darila ponuja ta gospod. Vse je v originalnem lesu in seveda s posebnimi idejami. Od mini škatlic, ki se vrtijo cene med 10 in tudi 250 evrih. No, to je približno bil kratek utrinek iz adventnega sejma, ki se je začel danes pred mestno hišo in vse se bo dogajalo vse tja do decembra, praktično konec decembra, ko boste lahko prišli obiskati Dunaj z enim od zanimivih prevoznih sredstev, upam, da ni z vlakom. No, to pa je pogled na mestno hišo in naš posnetek ne bomo zaključili z domačo bratwurstom, ne punčem, ne z koroškimi štrudlji in tudi ne z vinom, ampak bomo zaključili morda z temi izjemnimi izdelki, ki so res tudi nekaj posebnega. Prav posebni so in prav je, da v bistvu pokažemo te izdelke, ki jih ponujajo tukaj kot zagotovo ročne. Ali pa ostanimo pri znamenitih okraskih, ki jih vedno lahko najdete na Dunaju kot poseben ponudbeni del njihove turistične ponudbe malih daril. No, to je bil kratek sprehod po sejmu
pred mesto hišo, mi se bomo pa zdaj počasi odpravili proti Štefanovemu trgu in svoj posnetek zaključili s tem pogledom na te zanimive izdelke, ki jih vidite tukaj. Če boste prišli na Dunaj, zdaj veste, kaj ponujajo tukaj. Lepo se imejte in lep in prijazen dan vam iz Dunaja in sicer izpred mestne hiše želimo vsem, ki boste ta naš kratek posnetek videli ali pa si ogledali ga. No, dajmo končajmo tukaj. Lepo se imejte in nasvidenje.